Mestni galeriji Ljubljana se predstavlja za do sedaj najobsežnejšo razstavo akademski slikar in diplomirani režiser Robert Černelč. Za to razstavo je izbral iz dokaj obsežnega opusa slike. To so akril na platno, slike so večjega formata. Nekatere slike res mogoče delujejo kot triptihi ali diptihi, to da gre za enovite slike, enovite podobe, ki so sicer med seboj razdeljene, to da ustvarjajo neko celovitost posameznega likovnega dela. Potem je izbral video oziroma film, namreč je zelo aktivno se avtor ukvarja tako s filmom, mogoče ste prejšnje leto gledali njegov prvenec Ptičar, ki je bil tudi predvajan konec leta v Kinodvoru, in pa seveda video, s katerim se že desetletja ukvarja. V zadnji sobi, v zadnjem prostoru naše galerije pa so tudi risbe, namreč avtor s risbami nekako združuje in povezuje vse tiste elemente, ki so sicer vidni v sliki in potem tudi v filmu. In kateri so ti elementi, katere so te značilnosti? Tako ali tako združuje oba medija, ki sta na nek način si različna in tudi podobna. Namreč avtor razmišlja takole, da tisto, kar lahko pokaže slika, lahko pokaže tisto, kar mogoče film ne, in obratno, film lahko pokaže ali izpostavi ali pa dinamizira tisto, kar slika ne more. Namreč slika je omejena na svoj okvir, omejena je na neko podobo, ki je relativno statična, tudi to statičnost poskuša avtor razbiti, razdeliti z, če pogledamo te slike, nekakšnim mrežnim sistemom, večplastnim mreženjem, tako da te slike migetajo, se nekako premikajo podobe ujete v posamezni delu ali v vseh delih. Hkrati pa dobimo občutek, kot da bi se potopili nazaj v čas mogoče pointilizma, ko so posamezne točke pomenile, ali skupek teh točk je pomenil neko celostno podobo, se pravi izraz slike. Tako da slike imajo v sebi nek temperament, neko preigravanje časa in prostora, in ravno ta igra časa in prostora je potem vidna tudi v filmu, kjer pa je seveda določena različnost že v samih razporeditvi kadrov, v sami preigravanju ali pa igri sekvenc. Namreč film je čas, film je prostor in film je seveda neka druga dinamika, kot je to lahko slika. Tudi film, se tako razmišlja avtor, lahko razdelimo na posamezne trenutke, na posamezne podobe, na posamezne sličice, ki so v njegovih filmskih ali pa video artu, v njegovi filmski ustvarjalnosti seveda vidne. Tako da, če dejansko gledamo določene videe ali pa tudi avtorjev celovečerni film, imamo občutek, da gledamo slike, in če gledamo torej slike, imamo občutek, da se potapljamo v film, kajti v obeh medijih, v obeh umetniških poljih razmišlja tudi o dvojicah, o nasprotjih, kot je na primer čas, trenutek ali neskončnost, potem odprto, zaprto, vidno, nevidno, čuteno, nečuteno, mogoče celo logično ali pa nelogično. Tako v likovnih delih lahko prepoznavamo določene podobe, nekatere so tudi povezane s konkretnimi doživljaji, kot na primer lanskoletna poplava, ki je bila v Sloveniji in tudi v njegovi hiši konkretno, pa potem seveda preigravanje podob ali pa slikanje podob vzetih iz filma, posameznih kadrov, mogoče samo sekundnih prizorov in potem nekako naslikanih v sliki, da dobimo občutek prenosa ideje filma v idejo slike, tudi v sliki nekoliko drugače, se pravi v tem migetajočem, zmuzljivem in tudi na nek način igrivem likovnem načinu upodabljanja oziroma uprizarjanja. Razstava je torej večplastna, ima neko logiko v smislu manj je več, zato je postavljena izrazito čisto, izčiščeno, namreč umetnikov opus je obsežen, je velik, se ustvarja že več kot 30 let in iz tega opusa smo zbrali, je avtor zbral dela, ki do sedaj še niso bila razstavljena, tako na področju slikarstva, kot tudi na področju videa oziroma filmske umetnosti. Pa še nekaj, film, ki je predstavljen, oziroma video umetnost, ki je predstavljena na tej razstavi, je tudi potovanje v teorijo gibljive podobe, v teorijo filma, zato lahko vidimo instalacijo dveh prizorov, nekaj sekundnih prizorov, prvih prizorov sploh za filmsko kamero iz konca 19. stoletja.
To je pač instalacija, ki nekako vpeljuje v osnovno misel avtorja, v gibljivost, v čas, v prostor, kjer se nekaj dogaja. In lahko vidimo tudi fascinacijo, navdušenje avtorja nad njimim filmom, ki ga je v svojem likovnem in tudi slikarskem, oziroma likovnem in tudi filmskem opusu večkrat izpostavljal, tudi večkrat seciral, teoretično razmišljal in v njem tudi postavljal postavitve, torej instalacije in hkrati tudi ga umeščal v slikarska likovna dela. Mogoče se mi zdi smiselno pristopati k tej razstavi z take pozicije, da v bistvu začnem razmišljati o sliki ali pa o risbi kot o nekem belem platnu oziroma belem papirju. Se pravi o nečem, kar se začne kot neka bela praznina in potem v bistvu avtor to s tem, ko dodaja razne nanose, v bistvu naredi to sliko. Medtem ko film se mi zdi pa, da ima ravno obraten nek ta ground zero, če bi tako rekel, ki je pa v bistvu fotografija, ki ni eksponirana, se pravi fotografija, ki ni izpostavljena svetlobi, se pravi črna, se pravi gre za to, da se iz te črnine, ki ni nič, mora podoba narisati s tem, ko svetloba pade v kamero. In se mi zdi, da pač neka te dva različna oziroma obratna dispozitiva, ki se mi zdi tako, kakor da sta neka dve strani istega kovanca, ki se v bistvu nikoli ne dotakneta, ampak sta zmeri povsem blizu ena drugi, se tudi v bistvu odražata v načinu, kako gledamo slike pa kako gledamo filme. Se pravi, slika v nekem tem paradigmatskem, modernističnem white cubu in pa film v nekem tem standardnem, v črni dvorani, se pravi v zatemnjenosti in tako naprej. In zdi se mi, da sta to mogoče neka ta dve ekstremni poziciji dveh medijev, ki jo potem Černelč začne skupaj eno v drugo, eno zraven drugega postavljati in da v bistvu iz točno tega izhaja neko trenje, ki naredi njegove stvari zanimive. Recimo to se mi zdi zelo jasno v nekaterih videih. Na misel mi pride recimo Čakalnica, kjer gre seveda pač za pravzaprav digitalno animacijo, ampak vendarle na nek paradoksen način se zgodi to, da pravzaprav Černelč podloži kot digitalno podlago neke vrste platno oziroma papir. Se pravi, kot zato, da se lahko film začne, se mora v bistvu ta slikarski dispozitiv belega platna začeti prestaviti v film recimo. In isto se zgodi mogoče še bolj samonanašalno, še bolj paradoksno v instalaciji oziroma v videu Kino, v zgornjem nadstropju te razstave, kjer gre za točno to, da se v bistvu podoba kinodvorane izriše spet na belem papirju, na belem platnu. To recimo se mi zdi neka taka splošno opažanje v smislu, da napetost v njegovih delih velikokrat izhaja iz točno tega trenja, ki ga doživljata te dva dispozitiva slike pa dispozitiv filma. Še nekaj, ki se mi zdi dosti ključno, je recimo najbolj očitno v instalaciji Possession, se pravi v tem videu, kjer Černelč razdeli iz ene sekvence filma Possession posamične delčke. Zanimivo mi je zaradi tega, ker po eni strani se mi zdi, da uteleša nek princip, ki ga Černelč velikokrat uporabi in je soroden recimo Mareju ali pa Muybridgeu, tem zgodnjim fotografom, ki so v bistvu s fotografijo začeli nekako dekonstruirati gibanje in so začeli s fotografijo iskati trenutke v gibanju, ki jih oko samo ni moglo videti. Tako da se mi zdi, da v bistvu, ko Černelč razporedi različne dele ene sekvence tako prostorsko, ko jih poprostori, da dobi mogoče skoraj nek učinek tega, da pravzaprav preko filma skuša razumeti film sam. Se pravi, da v bistvu mogoče tako kot nismo mogli videti določenih gibov, ki jih konj naredi v teku, dokler ni bila izumljena fotografija, kakor da ima Černelč neko to isto gesto do filma samega, kakor da nismo mogli videti stvari v filmu, dokler ga nismo s samim filmom v bistvu dekonstruirali. Se pravi, nek ta samonanašalni moment, kaj lahko film o filmu pove. Še druga stvar, ki se mi zdi pa ključna,
Prav tako se mi zdi, da se jo dobro vidi v tej instalaciji Possession. Je pa ta moment, da pravzaprav neki elementi diegetskega prostora, v tem primeru so to okna v vagonu vlaka, začnejo učinkovati kot nek sicer formalen del medija, bi lahko temu rekel, v smislu, da torej neki realni predmeti, kot so okna, začnejo uokvirjati prostor, se pravi, začnejo delati to, kar dela rob filmskega kadra sam ponavadi, ne. Se pravi, da se v bistvu začnejo neke lastnosti, ki jih ima medij, ki jih ima film ali pa ki jih ima slikarstvo, prenašati na predmete, ki se pojavijo v filmskem prostoru. Se mi zdi, da to je še ena taka paradigmatska Černelčeva gesta, ki jo tudi velikokrat uporablja, mogoče najbolj produktivno celo v celovečercu v Ptičarju. Torej, tam se mi zdi, da je to nekako en ta ključen moment, no, da se ta medijskost razporedi v bistvu med predmete. In mogoče še nekaj besed o risbi. Risba je njegova osebna interpretacija filma, ki ga gleda. V opusu, v tem obsežnem opusu risb je kar nekaj na tak način analiziranih, interpretiranih filmov, tako da te risbe so ozek izbor, primeren seveda tudi samemu prostoru in njegove osebne interpretacije določenega filma, ki skozi risbo preigrava polno, prazno, odprto, zaprto, videno, nevideno v nek ritem, geometrični ritem in hkrati zaznavni ritem, ki ga seveda omogoča samo risba kot ena osnovnih in najbolj čistih likovnih elementov, likovnih izraznosti sploh.